Sodelujte v akciji 40 dni brez alkohola. Odločil sem se za sodelovanje v akciji 40 dni brez alkohola. Zaradi sebe in za vse tiste, ki trpijo zaradi alkohola. Vsak korak šteje. Za odgovoren odnos doma, na cesti, v službi in v družbi. Več podrobnosti na brezalkohola.si. A si z mano? Igorju Bergantu smo zastavili nekaj vprašanj. Kako gledate na čezmerno in škodljivo uživanje alkohola v Sloveniji? Mislim, da gre za velik problem slovenske družbe, ki ima žal že kar večstoletno tradicijo. V bistvu se še sploh ne zavedamo, koliko gorja lahko povzroči alkohol, zlasti doma, v skritih prostorih, pa tudi v družbi. Res je, da sicer opažam, da se je odnos do alkoholnih ekscesov pri nas vendarle nekoliko spremenil. Zlasti smo bolj občutljivi na izgled recimo javnih osebnosti ali varuhov reda, ampak ko pa gre recimo za uživanje, prekomerno uživanje alkohola doma in pa v družbi, to velikokrat, prevečkrat še vedno velja za nekakšen kavalirski delikt. Zdaj, meni se osebno ne zdi nič kavalirskega v tem, če se človek opijani, če postane spaka, če izgubi samo dostojanstvo. Tukaj je pred nami še zelo dolga pot in zato se mi zdi pomembno tudi sodelovati v takšni akciji, kot je 40 dni brez alkohola. Zakaj ste se odločili, da sodelujete v akciji 40 dni brez alkohola? Za akcijo 40 dni brez alkohola sem se odločil zato, ker verjamem, da je to zelo potrebno. Sam imam izkušnje z okolico, kjer so nekateri ljudje, zlasti recimo v novinarskem poklicu, imeli težave z alkoholom in vem, kako hud problem je to. In sploh, ko spremljamo, kaj se dogaja v naši družbi, posebej doma, vidimo, kako velik problem je to. In mislim, da je treba podpreti vsako akcijo, ki predvsem poskuša ozavestiti ljudi, da v prihodnje ravnajo drugače, bolj odgovorno, bolj smiselno, bolj pametno in bolj zazrto v prihodnost. Kaj je za vas dober zgled otrokom? Predvsem otroci opazujejo odrasle tudi takrat, ko odrasli ne vedo, da so opazovani. In vzorci vedenja se zelo hitro prenašajo tudi na mlajše, tudi ko nekoč potem tudi oni odrastejo. Odgovorno pitje doma je predvsem spoznavanje meja, skrb za druge, na ta način kažemo tudi, da se znamo zadržati in da spoštujemo neka pravila vzdržnosti in zmernosti zlasti. Ali je alkohol primeren za sproščanje? Kozarec doma pred spanjem ali pa za premagovanje stresa, mislim, da to ni pametna pot. Jaz mislim, da za sprostitev in za umiritev preprosto ne potrebujemo nobenega opoja, niti alkoholnega, niti kakšnega drugega. Kot rečeno, so takšni kozarci popolnoma nepotrebni. Problem seveda je, ker na ta način zelo hitro pridejo v navado. Torej, proti stresu obstajajo precej bolj učinkovita sredstva. Eden recimo je telesna aktivnost in šport. Kaj menite o pitju v službi? Vsako pitje v službi je popolnoma neodgovorno. V službi moramo biti zbrani, moramo biti pozorni na to, kaj počnemo, kaj počnejo drugi in to preprosto ne gre skupaj z alkoholom. Nekateri poklici imajo popolnoma jasna pravila, recimo vozniki, piloti, ti preprosto ne morejo biti pod vplivom alkohola, ampak to v bistvu velja za vse. Kam pa pridemo, če so ljudje pijani za stroji ali pa navsezadnje pred televizijsko kamero? Ali sami pijete alkohol in kje je vaša meja? Jaz alkohola tako rekoč ne pijem. Zelo redko, v zelo posebnih priložnostih in to praviloma samo doma. Drugače pa sem v mladosti v bistvu bil popoln abstinent, to pa zato, ker sem tudi videl, kaj se dogaja v okolju, v katerem sem rasel, ne doma. Doma smo imeli v bistvu zelo dober odnos do tega, predvsem v službi. Kot rečeno, med novinarji in novinarkami je bilo kar precej alkohola, gre za zelo stresen poklic in žal so takrat kar prevladovali vzorci, da se ta stres da nekako ubiti ali pa premagati z alkoholom. Tukaj se je precej spremenilo na boljše, ampak problem je v družbi, ker je zakoreninjen in kot rečeno, treba je predvsem skrbeti za ozaveščanje in osmišljanje na tem področju. Kaj napolnjuje vaše življenje z veseljem? Poleg svojega dela, ki ga jemljem zelo resno in me tudi hkrati veseli, mi pa seveda absolutno največ in še več pomeni zasebno življenje. In pomembno je, da se znamo sprostiti,
Pomembno je pa, da tudi to počnemo odgovorno, tako da se res lahko sprostimo. Skratka, za neko veselje, za sprostitev ne potrebujemo nobenih dodatkov, kot so alkohol, droge ali pa tudi kajenjenje. Meni največ pomeni šport, ker je tudi najbolj zdrav in to je v bistvu najboljša pot za sprostitev. Kaj bi v zvezi z alkoholom naredili, če bi lahko spreminjali zakone? Še tako dober zakon seveda nima nobenega smisla, če se ga ljudje večinoma ne držijo. Ampak ko gre za alkohol in zlorabo alkohola, zlasti v prometu, bi bil še strožji, kot so naši zakoni zdaj. Mislim, da se proti temu, ker je to tako zelo nevarno, lahko borimo samo z višjimi kaznimi in še večjo doslednostjo. Sicer pa mislim, da glavna in najboljša pot je ozaveščanje, čeprav se to včasih sliši malce naivno, ampak mislim, da moramo predvsem kot družba spoznati, kako škodljiv je alkohol in kako pomembno je, da se vsi zaradi nas samih in zaradi drugih ljudi okoli nas tega držimo. Skratka, absolutno nič oziroma 0,0 v prometu in čim manj tudi v drugih okoliščinah. Kaj bi povedali mladim, ki šele oblikujejo svoje navade? Mislim, da mlajši morajo spoznati napake starejših in predvsem tudi ob vseh izzivih, ki so v življenju, spoznati, da je najboljša pot biti trezen in premišljen in na ta način tudi ravnati. Pravijo, da so včasih odločevalci pri nas neodgovorni. Neodgovorni znamo biti vsi in prav ta odgovoren odnos do vsega je najpomembnejša stvar. Moramo biti odgovorni in dosledni in to še zlasti velja pri odnosu do alkohola. Igorju E. Bergantu se zahvaljujemo za sodelovanje v akciji 40 dni brez alkohola.